Dober dan, želim tudi v mojem imenu. Poskušal bom biti v časovnici, namreč o stroških bi vedno lahko govorili na dolgo in široko in se bom poskušal vseeno omejiti. Ravno zaradi te časovne omejenosti sem zadevo bolj kot ne predstavljamo grafično, manj s številkami. Naj se na začetek navežem na besede gospoda ministra, sodelavec dr. Rednak, ko je za njih ocenjeval, je delal vzporedno, tako da naj ne dela, se niste dotikala in namreč jaz sem šel zadevo celo malce širše ob različnih intenzivnosti in tehnologijah in tako naprej. In na koncu lahko podajam podobne zaključke, kot je on, s tem, da bom jaz celo na koncu malce kritičen, tako kot je ponovadi tudi on, ampak upravičeno. Za uvod bi povedal nekaj izhodišč, namreč ocene stroške so vedno delajo na podlagi nekaterih izhodišč in jih je kot take potrebno vedno tudi razumeti. Vedno so temu sledijo določena odstopanja gor, navzdol, seveda vsako spremenljivko, vsako spremenjene izhodišče pomeni drugačen absolutni rezultat in ravno zaradi tega sem se, med drugim tudi zaradi tega sem se odločil, da stvari danes pokažem bolj kot ne grafično. Na kratko, kdor še ne pozna modelnih kalkulacij Kmetijskega inštituta, gre za metodo ocenjevanja skupnih stroškov, se pravi, da poleg stroškov, variabilnih stroškov ocenjujemo tudi strošek amortizacije in dela in izračunavamo lastno ceno proizvoda. Kot rečeno, so kalkulacije narejene pri določenih izhodiščih in predpostavkah in so zelo učinkovito orodje in tudi enostavno orodje tudi do samih vas kmetov, ko vas je nekaj, ki si lahko zadevo potegnete v Excelovi obliki iz interneta in zadevo predrugačite glede na svoje izhodišča in kot take lahko uporabite za grobe ocene lastne proizvodne. Seveda, poleg prvenstveno so namenjene za spremljanje gibanja stroškov in pa gibanja stroškovno-dohodkovne paritete, omogočajo seveda pa tudi analize ocenjevanja bodisi vpeljave novih tehnologij, bodisi vpliva neposrednih plačil in podobno. Razdeljene so na rastlinsko predelavo in živinorejo, medtem ko sama domača krma kot potrošek vmesne porabe vstopa po lastni ceni v kalkulacije za živinorejo, v tem primeru v mleko. Na prihodkovni strani sem se odločil, da sem vzel zgolj pri subvencijah zgolj vrednost plačilne pravice. V našem primeru lahko rečem, da je ta celo po moji oceni nekoliko podcenjena glede na dejansko stanje, ampak to izhaja iz same metodologije, kajti metodologija je enostavno, da je kmetija v osnovi nekoliko nadpovprečno intenzivna in ima tudi nekoliko večjo obtežbo in ta obtežba je pa pri današnji shemi neposrednih plačil pomembno vpliva na to, kakšno zgodovino je pri naših kalkulacijah kmetija potegnila iz preteklega obdobja. Poleg tega sem vključil tudi zeleno komponento, medtem ko drugih plačil, nekatere seveda so rejci govedi tudi deležni, pa nisem vključil, predvsem gre tukaj za neka neposredna plačila za beljakovinske rastline in ozimna žita, čeprav vemo, da v ravninskih območjih so nekateri rejci bodo deležni ali pa so deležni tudi teh plačil, tako nisem upošteval OMD plačil ter PRP plačil. Ponavadi se kalkulacije prikazujejo na dva načina, analitični in elementarni. Za potrebe in za lažje razumevanje sem se odločil prikazati analitični pristop. Tako nekako zgleda analitična kalkulacija, ki si jo lahko vsak rejec sestavi sam, tisti, ki so pa vodstveni kadri v kakšnih podjetjih, pa tako že po defaultu se s tem ukvarjajo in na podoben način sestavljajo lastne kalkulacije v svojih podjetjih. Samo analitično kalkulacijo sem zaradi dolžine razbil na dva dela, nekaj osnovnih
osnovnih tehnoloških izhodišč pride v glavi, potem se ponavadi materiali in storitve, se pravi variabilni stroški v zgornjem delu in potem nadaljujemo s prikazom stroškov amortizacije ter stroškov dela in kapitala. Vsi sešteti stroški, od katerih so odšteti vrednosti stranskih proizvodov, se delijo na količino prodanega proizvoda in tako si lahko izračunate lastno ceno. Seveda v tem delu so potem tudi še odštete subvencije in ponovno preračun lastne cene z odštetimi subvencijami. Toliko o tem, kako izgleda ta analitična kalkulacija in te številke, kot jih vidimo tukaj, so razrezane, boste videli pa z naslednjim grafom, da je lastna cena razdeljena oziroma razrezana na različne nivoje doseganja paritetnega dohodka. Še nekaj ključnih informacij, tudi na tak način lahko prikažemo razrez stroškov, tukaj jih prikazujem po različnem nivoju intenzivnosti. Pri velikosti črede 25 krav vidimo, da daleč največji delež v skupnih stroških predstavlja ta krma, manjši amortizacija, potem so pa še drugi stroški in domače in najete storitve ter stroški dela. No, ta graf lahko prikazujemo tudi na tak način. Odločil sem se, da na začetku povem, ravno zaradi vstopa v taka krizna situacija se ponavadi kmetje odzovejo prvenstveno na dva načina. Prvi način je to povečevanje intenzivnosti, o čemer je bilo danes večkrat govora, da so bili različni dejavniki, ki so generirali povečevanje proizvodnje mleka v Evropi. Prvenstveno je bila visoka cena, potem ko je pa cena padla, seveda je pa rast generirala to zniževanje stroškov zaradi povečevanja intenzivnosti na samih kmetijah. Kot rečeno, prikazujem rezultate na različnih doseganju nivoja paritetnega dohodka. Zgornja črta pomeni lastno ceno ob doseganju nivoja na ravni povprečne plače in doseganje vseh pravic in obveznosti iz dela, ki izhajajo glede na povprečno plačo, kot če bi bili zaposleni nekje v drugem gospodarskem segmentu. Druga črta predstavlja ta okrnjen nivo pravic. Ta spodnja črta pa prikaže tista minimalna, s katerimi dosegamo minimalne obveznosti ali lahko bi rekli po domače rečeno doseganje neke minimalne ali pa v nekaterih odvisno od socioekonomskega tipa kmetije lahko rečemo, da to nekaterim kmetijam predstavlja zgolj neto plača, kajti ostale prispevke imajo plačani iz naslova nekmetijske dejavnosti ali pa kako drugače. Predstavljeni nivo prodajne cene. Zdaj, prodajna cena je v tem primeru ocenjena glede na izhodiščne cene dveh večjih slovenskih mlekarn ter z upoštevanjem podatkov o kakovosti iz kontrole prireje mleka. Vemo, da so tukaj tudi pri odkupni ceni kmetje dosegajo različno. Nekateri se še vedno držijo med 23 pa 24 centi, seveda so pa kmetije, ki pa ne dosegajo 22 centov, pogosto je pa to razlog v slabši kakovosti oziroma manjši vsebnosti maščob in beljakovin. Naslednji vidik je prikaz vpliva velikosti črede, enaka zgodba, različne doseganje nivojev. Ob tem vidimo, da dejansko tako pri prejšnjem slajdu, kot pri naslednjem, da dejansko na minimalnem obsegu dohodka in pa seveda pokrivanja variabilnih stroškov je odkupna cena blizu te zmanjšani lastni ceni. Naj ob tem povem, da pri teh stroških sem zajel maloprodajne cene brez doseganja nekih rabatov. Večje kmetije te cene lahko znižajo stroške dokupljene krme
glede na maloprodajne cene tudi do 15%, in zato je treba na te črte gledati v primerjavi z odkupno ceno, da lahko nihajo in pridejo celo pod ali pa celo nad. Vsaka kmetija je individuum in vsaka kmetija ima različne prihodke strani subvencij, različne možnosti nabave surovin, nekateri so bolj organizirani, nekateri so manj organizirani, in skozi te intenzivnosti in skozi te velikosti črede lahko vidimo tudi širino, s katero sem poskušal zajeti dejansko stanje v slovenski prireji mleka. Imamo top kmetije z večjim številom kravam, z visoko mlečnostjo. Imamo manjše črede, vendar še vedno dosegajo visoko intenzivnost po sami kravi. Imamo pa žal velik delež kmetij, ki pa so tudi pod povprečjem, in imamo po statistiki ali pa po kontroli povprečno mlečnost preko 6000 kilogramov, vendar to povprečje predvsej dvigujejo top kmetije in tiste večje kmetije. Žal je pa še vedno velik delež tistih, ki so spodaj, in tukaj del kritike leti ravno to, da tudi pri samih kmetih je še precej rezerve znotraj same tehnologije oziroma znotraj samih rej. Sicer seveda so na kmetijah tudi drugi številni dejavniki, kot so seveda dolgoživost in drugi, ki pomembno vplivajo, a se bodo te nivoji črt dvigovali ali spuščali oziroma oddaljevali ali bližali odkupni ceni, vendar jih jaz v tem segmentu nisem zajemal, kajti imajo med vsemi temi dejavniki manjši vpliv, vendar, ko jih pa skupaj seštejemo, se pa to pri znižanju ali povečevanju lastne cene močno pozna. No, v tem primeru sem združil ravno vpliv intenzivnosti in velikosti črede. Zdaj graf ni lep in ne predstavlja neke zveznosti, kajti če boste tisti, ki slabše vidite spodaj, predstavljam dva nivoja, mislim isti nivo mlečnosti 6500 pri dveh velikostih črede, pa 7500 pri dveh, pa potem 8500 pri 50 kravah. Se pravi, tukaj gre tudi nek preskok, tehnološki preskok oziroma način uhlevitve, zato so te stvari nekoliko bolj stopničaste. In seveda zdaj nekdo v tem primeru, to, kar je že dr. Rednak omenil gospodu ministru, ja, na približnem nivoju 20 cen bi tudi v kriznih situacijah zadeve peljale skozi, vkolikor kmetije niso močno obremenjene z nekimi stroški, za katere vemo, vendar jih pa težko kot zunanji opazovalci zajemamo oziroma ocenjujemo, ali pa so potrebne podrobnejše analize glede tega. No, par zaključkov okrog tega, pač da številne kmetije, predvsem večje kmetije, imajo možnost doseganja ugodnejših nabavnih cen dokupljene krme in so praviloma tudi produktivnejše pri pridelavi lastne krme. To bi v tem segmentu pomenilo, da vse te kmetije, po vseh teh kmetijah se dejansko te črte znižujejo, tudi pri tistih, ki ima nekoliko nižjo mlečnost. Vendar je trebno povedati, da številne kmetije, ko na prvi pogled rečemo, tukaj ne pokrivajo niti materialnih stroškov, tukaj je pa totalna zguba. Ni vedno res. Spet je odvisno ravno od te obtežbe, koliko zgodovine so prenesle s seboj iz prejšnjega programskega obdobja, in če bi dejansko imeli boljše podatke o teh vrednostih, sem prepričan, da bi se zagotovo te vrednosti oziroma te črte v tem primeru znižale. Seveda so pa tudi številni drugi dejavniki, tako kot je omenil že gospod Vrisk, imamo območja, kjer se lahko trudiš do onemoglosti za zniževanje stroškov nabave repromateriala, pa zadeve ne grejo skozi, pač zaradi dislociranosti in podobno. Potem seveda na drugi strani, kot so že rečeno, obtežba in obseg proizvodnje in preko krvnega obroka prenešene vrednosti subvencij na posamezno žival ter drugi prihodki,
ki so predvsem vezane tudi na socioekonomski tip kmetije, imajo zelo velik pomen, predvsem je to pomembno pri manjših rejcah, kajti to nam daje odgovor, zakaj tudi manjše reje. Pa imamo manjše reje z dobro mlečnostjo, pa imamo večje reje s slabšo mlečnostjo, ampak te reje nekako kompenzirajo ravno ta nivo doseganja paritete skozi različne druge nekmetijske prihodke na kmetijah. Tukaj bi pa podal en velik ampak, sem ga namenoma obarval rdeče. Same kalkulacije, kot rečeno, so narejene pri določenih izhodiščih, vemo pa, da v praksi so pa številni razponi oziroma so številni stroški, za katere vemo, da obstajajo, a jih z različnih razlogov ne moremo zajeti, upoštevati, oziroma da bi jih lahko upoštevali, bi potrebno narediti neko širšo analizo. Tukaj predvsem bi se omejil na neke najemnine. Vemo, da tudi pri večjih kmetijah, pri katerih se sicer izkazuje doseganje nekega nivoja nad minimalnim dohodkom, temu ni čisto tako, vkolikor vemo, da take kmetije zaradi večjega obsega najetih zemljišč, višine najemnin, ki presegajo celo dvakratnik cene najemnine sklada kmetijskih zemljišč. Potem nimamo podatkov o koliko dejansko te večje kmetije, ki so v zadnjih letih investirale, stane ta izposojeni kapital. Seveda same kalkulacije zajemajo vrednost amortizacije, oziroma strošek amortizacije, ki po definiciji naj bi bil denar prišparan za obnovo hleva oziroma za enako tehnologijo. Vemo pa, da so številne kmetije v zadnjih letih oziroma v zadnjem desetletju naredile popoln preskok, ker so šli iz ene kmetije, z ene tehnologije v drugo. In tukaj dejansko potem ta strošek amortizacije ni popolnoma realen, kajti določen del, kajti novejše tehnologije so dražje, kljub temu, da se potem to pozna pri manjši uporabi dela na žival, ampak so dražje in seveda ta denar so mogle one poleg tega zagotoviti z nekimi krediti in to so vse taki skriti stroški, za katere vemo, vendar jih v vseh kalkulacijah ne moramo upoštevati in zaradi katerega se tudi ta minimalni nivo doseganja dohodka približuje temu nivoju odkupne cene. Ob tem naj še povem, ko prikazujem ta graf, da ne bo kakšno narobno sporočilo, v tem segmentu po podatkih kontrole prireje mleka imamo manj kot 5% slovenskih rej. Torej se moramo pogovarjati v tem segmentu tukaj noter. Tukaj so potem seveda, kot že večkrat omenjeno, možno neko odstopanje gor dol, ampak dejansko to, čemer da zajamemo večino, se moramo pa pogovarjati o tem. Kar se tiče še malce, še pred kritiko, kakšni so dejansko kratkoročni odlivi, neka kmetija, ki ni obremenjena s posojili, vemo, da kratkoročno ne odvaja denarja za amortizacijo. In dejansko ta amortizacija potem kompenzira izpad dohodka. Govorimo kratkoročno. Seveda, tiste kmetije, ki pa imajo kredite, se pa dejansko te mesečne anuitete pa predstavlja odliv in je to odliv za amortizacijo in v tem primeru so seveda na slabšem in je prav, da tudi to omenimo. Kar se pa tiče te kritike, bi pa rad samo na tem segmentu povedal, zakaj se pridružujem mnenju dr. Rednaka, da so za te minimalne doseganje ravni dohodka je možno doseči s temi
20 ali pa 20 plus evrocenti, zaradi tega, ko sem pregledoval zadnja poročila o stanju pri reji mleka, ko sem pogledal malce strukturo in tako naprej, opažam, da še vedno strokovnjaki na posameznih področjih poročajo o preštevilnih težavah, tako v reprodukciji, tako v prehrani in še na kakšnih drugih segmentih. Torej, moramo iskati, tako kot je že gospod Ravnik omenil, rezerve tudi znotraj samih kmetij. Toliko z moje strani. Nisem bil predolg. Hvala.